Dober večer, drage gledalke, cenjeni gledalci. Današnjo oddajo Aktualno namenjamo tematiki povezani s termoelektrarno Šoštanj. Njihovega predstavnika smo že gostili, zdaj pa je seveda na vrsti druga stran. Mestna občina Velenje je namreč ustanovila delovno skupino za civilni nadzor nad namero sosežiga SRF v termoelektrarni Šoštanj. Vodijo naša gostja Andreja Katič, ki jo zdaj seveda lepo pozdravljam. Dobrodošli in hvala, ker ste se odzvali povabilu. Dober večer vsem in najlepša hvala za to, da ste me povabili v oddajo. No, oblikovanje takšnega delovnega telesa je pravzaprav logično nadaljevanje vseh aktivnosti, ki jih je mestna občina Velenje peljala v povezavi s tem projektom. Zagotovo. V preteklosti se je svet mestne občine Velenje že seznanil, tudi sprejel sklepe, da ne bo dopustil projektov, ki bi poslabšali naše bivalno okolje, se pravi glede vpliva tako na okolje kot tudi na zdravje ljudi. Glede na to, da si prizadevamo, da bi bili kot stranka v postopku, sedaj govorimo o mestni občini Velenje kot instituciji, pa zaenkrat še nismo dobili odgovora se strani ARSO-ta, je neko logično nadaljevanje, da se oblikuje tudi neka skupina, kjer smo predstavniki različnih strok in da na nek način svetujemo tudi odločevalcem, se pravi županu, občinskim svetnikom, morebiti tudi občankam in občanom, kaj nas moti ali kaj pogrešamo še pri tem projektu. No, svet mestne občine je že 4. februarja letos sprejel sklep, da ne bo podal soglasja tistim projektom, ki negativno vplivajo na življenjsko okolje. Da, sama bi temu dodala, da ne bi samo dovoljevali projektov, ki bi negativno vplivali, ampak da bi dovoljevali projekte, ki bi izboljšali našo bivalno okolje. Mogoče se mlajše generacije ne spomnejo, ampak sama sem že malce v letih in še vem, kako je bilo, ko je bila naša dolina praktično mrtva, ko smo imeli zelo, zelo onesnažen zrak, mrtve gozdove, jezera, brez življenja, reka Paka popolnoma onesnažena in zagotovo si narava še ni opomogla, preteklo je nekaj desetletij, ampak ne dovolj in popolnoma neznanje tudi vpliv na zdravje ljudi v vseh teh letih, ampak zagotovo nek projekt, ki bi še dodatno obremenil tako okolje, kot tudi zdravje ljudi, mislim, da za Šaleško dolino, okoliško hribovje, pa tudi izven ni dobrodošel. Katere pa so, Andreja, tiste naloge in pristojnosti, ki jih ima vaša delovna skupina? Kar nekaj jih je. Ja, zagotovo. Najprej smo si vzeli čas, da smo pogledali to poročilo, ki ga je pripravila termoelektrarna Šoštanj. Govorimo o poročilu vplivih na okolje za sosežig v termoelektrarni Šoštanj in ki so ga poslali tudi na Agencijo Republike Slovenije za okolje. Na podlagi tega smo, kot sem rekla, predstavniki različnih strok, od zdravnikov, ekologov, kemikov, tisti, ki se drugače ukvarjajo z ravnanjem z odpadki, z varstvom okolja, pravnikov, turističnih delavcev, raznovrstnih strok, podali naša vprašanja in pobude, ki smo jih v tem času že posredovali tudi na termoelektrarno Šoštanj z nekim željo, da pripravijo celovite in konkretne odgovore na vsa naša vprašanja in tudi mestni občini Velenje, pa tudi občini Šoštanj, saj je v tej delovni skupini tudi predstavnik občine Šoštanj, z namenom predvsem, da spodbudimo razmišljanja tako pri tistih, ki odločajo o tem, ali bodo odločali, kot tudi pri prebivalcih Šaleške doline, da nekako si zamislimo in zahtevamo celovito obdelavo nameravanega projekta in tudi celovito obdelavo vseh možnih vplivov, tako na okolje, kot tudi zdravje ljudi. V ta namen upam, da bomo čim večkrat lahko sodelovali tudi z vašo televizijo, da bomo gosti raznih okroglih miz. Seveda je zdaj v času covida to malce težje izvedljivo, bolj se bomo posluževali spletnih medijev, radija, televizije, ampak zagotovo je namen predvsem osveščati, spodbuditi ljudi, da razmišljajo, tudi mlade in osveščati tako, da takrat, ko bo potrebno sprejeti odločitev in upam, da bomo prebivalke in prebivalci Šaleške doline pozvani k soodločanju o naši nadaljnji usodi, da bomo opremljeni z vsemi podatki, vsemi argumenti, predvsem pa z vsem vedenjem, kaj to pomeni za našo prihodnost, za prihodnost tudi bodočih generacij. No, celovito boste torej spremljali to tematiko, ves ta projekt. Kako pogosto pa se boste recimo oglašali javno?
Čim večkrat si želim, ampak seveda je to odvisno od tega časa zdravstvene krize, tako da zagotovo, kadarkoli bomo dobili kakršnikoli poziv, želimo pripraviti čim več pisnih dokumentov, glede na to, da je ta projekt na čez 300 strani z nekimi izseki, ker vem, da ljudje smo po naravi malce leni in kar je preobširnega gradiva se nam ne da brati, tako da bi res po področjih seznanili ljudi, javnost in potem jih tudi spodbudili k temu razmišljanju. Tako da smo zainteresirani za čim več sodelovanja. No, tudi Termoelektrarna je ustanovitev te skupine pozdravila, podprla. Ste morebiti že dogovorjeni, na kakšen način boste zdaj v prihodnje sodelovali? Povedati moram, da je Termoelektrarna takoj, ko smo bili ustanovljeni strani Mestne občine Velenje, poslala poziv, da bi se srečali. Mi smo se v okviru delovne skupine za civilni nadzor dogovorili, da najprej pogledamo projekt, pripravimo naša vprašanja, pobude, pomisleke, jim to posredujemo, jim damo tudi nekaj časa, da pripravijo konkretne in celovite odgovore in zdaj pričakujem, da bomo v relativno kratkem času, glede na to, da smo to poslali zdaj v parih dneh nazaj, da si bodo vzeli kakih 14 dni časa, potem pa bi verjetno se lahko že srečali. No, čeprav ste bili ustanovljeni strani Mestne občine Velenje, boste verjetno sodelovali tudi s sosednjimi občinami, ki seveda imajo vpliv na ta projekt. Zagotovo, kot sem rekla, v delovni skupini je že predstavnik občine Šoštanj, tudi predstavniki ekogibanja. Ne zanemariti pa ne gre, da dimni plini iz Termoelektrarne Šoštanj grejo visoko v zrak, imamo enega največji dimnik, in da tudi odlaganja preostanka kurjenja se odlaga na bregovih jezer, gre se pravi v jezersko vodo, v reko Pako, v porečje Savinje, tako da mislim, da bi bili zainteresirani tudi drugi, se pravi lokalne skupnosti, najmanj o porečju Pake in Savinje. Pa če pogledamo pretekle študije, kje se je meril vpliv Termoelektrarne Šoštanj, mislim, da imamo celo čezmejni vpliv, pri tem pa mislim tudi na sosednjo državo, to je Avstrijo, ki je še kako zainteresirana glede na njeno naravnanost k okolju prijaznim razvojnim projektom, da gleda tudi, kaj se dogaja v njeni neposredni soseščini oziroma nekako na dvorišču. No, delo bo nedvomno zahtevno, ampak vendarle glede na kar zanimiv različen nabor vseh strokovnjakov v vaši stroki, toliko bolj pester in ne nazadnje veliko dela boste imeli, pa z različnimi strokami boste sodelovali, zato bo verjetno projekt pokrit z vseh vidikov. Ja, sama sem se marsikaj morala na novo učiti, res je, da sem pravnica, res pa je tudi, da sem imela za diplomsko nalogo to področje, se pravi emisije, stvarno-pravni in implikacijsko-pravni vidik, tako da mi je bilo marsikaj iz preteklosti že znano. Spomnimo se tudi, da je takrat, ko so se, ali pa preden so se nameščale čistilne naprave na pretekle bloke v Termoelektrarni Šoštanj, prišlo tukaj do prvega ekološkega shoda, da je pravzaprav Velenje zibelka okoljevarstva, ekoloških gibanj, kakšno je bilo stanje na kmetijah na našem hribovju, da je bilo potrebno enostavno upor s strani ljudi, da je prišlo do tega osveščanja in menim, da je prav to tudi dodana vrednost te skupine za civilni nadzor, da tukaj sedimo različnih strok predstavniki in da lahko z različnimi učmi in z različnim znanjem, vedenjem potem tudi obravnavamo ta projekt. Ta projekt ne smemo gledati samo skozi neko oceno investitorja, kaj se splača ali kaj ne, ampak ima bistveno večje posledice na okolje, na zdravje ljudi, predvsem pa na razvoj turizma, okolja, kmetijstva, ekokmetijstva in marsikaj bi še lahko to najdli, kar bi lahko bilo vprašanje, če ta projekt ne bi bil ekološko neoporečen. No, osnovna dejstva zdaj poznamo, zato predlagam, da se lotiva čisto konkretnih vsebin, najprej k prej že omenjenemu poročilu o vplivih na okolje za sosežig v TEŠ. Podrobno ste ga preučili v tej vaši skupini in kot sem lahko razbral iz posredovanih informacij, menite in predlagate, da ga je potrebno predvsem dodatno obrazložiti, dopolniti, spremeniti. Začniva z samim vplivnim območjem. Za vas dejstvo, da je le to samo znotraj ograjenega dela poslovnih prostorov TEŠ, čisto nesprejemljivo. Ja, to je bila prvi tak podatek, ki nas je zelo zmotil.
Res pa je, da so povedali, da je bilo to območje enako opredeljeno tudi takrat, ko se je delala presoja vplivov na okolje za blok 6, katerega smo ljudje, prebivalci te doline, nekako podpirali, ker je za nas pomenil čistejše okolje, nova delovna mesta in takrat ni bilo nikoli tudi ne govora o kakršnem koli sežigu odpadkov, ko se je delal blok 6. Tako da zagotovo menimo, da je potrebno to vplivno območje razširiti. Kot sem že prej rekla, dimni plini grejo visoko v zrak. Naša Šaleška dolina je sestavljena iz tega ravninskega dna z okoliškim hribovjem, z rožo vetrov, ki je v bistvu v preteklosti bila že tudi presojevana. Merilne naprave, ki jih je namestil tudi TEŠ, so tudi na obronkih hribovja, se pravi, da še sami priznavajo, da so posledice tudi višje, ne samo v tem ožjem delu. Pa zagotovo potem, kar se tiče odlaganja ostankov kurjenja, je predvideno, da se bi uporabljali enako kot do sedaj, brez kakršnikoli sprememb, kar pomeni potem stabilizat za to med jezeri, za obalo jezer, z izluški v vodo, v reko Pako, v Savinjo, tako da mislimo, da je zagotovo potrebno to območje vpliva spremeniti, razširiti in to je ena izmed stvari, ki nas najbolj moti. No, pravite še, da so vplivi na okolje v tem dopisu oziroma v tem poročilu zelo skopo obravnavani, ne strinjate pa se niti zaključki. Zagotovo, če rečemo, da je v bistvu projekt ocenjen, da ne bistveno vpliva na okolje in na zdravje ljudi, da ima preko 300 strani, pa mislim, da jih je 17 namenjenih vplivom na zdravje, pa še tega bolj kot ne v zvezi z hrupom, so predstavniki zdravstvene stroke v skupini rekli, da bi moralo tu izhajati iz nekega previdnostnega principa, kjer bi morali upoštevati in imeti tudi izmerjene vse parametre onesnaženosti, kaj bi bilo, če pride tudi do nepredvidljivih okoliščin. Recimo, da to gorivo SRF, se pravi, ti odpadki ne bodo takšni, kot bi morali biti, pa bodo vseeno skurjeni. Kaj to pomeni za zdravje ljudi, kakšni so varnostni in vse ostalo, in da je potrebno to meriti. In zagotovo bi bilo potrebno pri tem upoštevati tudi to, da imamo seveda neke standarde, imamo neko zakonodajo. Nas zanima, kakšna je ta zakonodaja v primerjavi z sežigom in v primerjavi z drugimi bolj razvitimi državami, ali upošteva vse evropske direktive in smernice. Predvsem pa, ali tudi te evropske direktive in smernice upoštevajo že najnovejša znanstvena dognanja, predvsem kar se tiče zdravstvene stroke, na ljudi. Takrat, ko smo delali azbest, nobeden ni pričakoval, kakšne bodo posledice na zdravje ljudi. In tudi tukaj se bojimo in zato pričakujemo, da se bo popolnoma jasno in transparentno in preverljivo in izmerljivo predstavili tudi vsi ti podatki. Ne smemo pa pozabiti tudi to, da imamo v Šaleški dolini preko 100 različnih vrst živih bitij, ki so na rdečem seznamu ogroženih bitij v Sloveniji in tudi na ta vidik je potrebno misliti. No, za vas je torej merilo za vrednotenje vplivov na zdravje ljudi naslednja formulacija. Sprejemljivo je, že tudi uvodoma ste dejali, samo zmanjšanje vpliva in s tem seveda zmanjšanje izpostavljenosti prebivalstva. Na tem boste vztrajali? Na tem si želim, da bi vztrajali, zagotovo mi kot delovna skupina za civilni nadzor. Kdo bo na koncu odločevalec v projektu, pravzaprav še ne vemo. Mestna občina Velenje je poslala na ARSO tudi pobudo, da bi se vključila kot stranka v postopek. Prav zaradi tega, ker menimo, da je vplivno območje, kar se tiče odlaganja preostankov kurjenja tudi na območju Mestne občine Velenje, če že odštejemo dimne pline in vse ostalo, menimo, da bi morala biti tudi Mestna občina Velenje vključena v ta postopek. Želim pa tako, kot smo rekli na začetku, če bodo ljudje menili, da je ta projekt za njih nesprejemljiv, zaradi tega, ker je premalo prikazan vpliv na okolje in na njihovo zdravje, tudi na zdravje bodočih generacij, da bodo odločevalci tudi premislili, ali se splača v ta projekt iti ali ne. Sploh glede na to, da Mestna občina Velenje ali pa ta Šaleška regija, pravzaprav Savinjska regija, je svoje odpadke že rešila. Mi smo od vsega začetka vključeni v regijski center v Celju, kjer je tudi sežigalnica odpadkov, projekt, ki deluje že več kot 10 let in je popolnoma sprejemljiv za okolje. Se pravi, da naše smeti se že tudi kurijo.
In da bo tukaj šlo potem za uvoz odpadkov z nekih drugih regij, z vsem tem, kar prinese zraven pridelava tega SRF-ja, promet in vse ostalo. In zato se sprašujem, ali ta projekt občina Velenje, Šoštanj, regija potrebuje ali ne. No, Andreja, zdaj, če se strinjate, predlagam, da pogledamo izjave 3 članov, drage gledalke, cenjeni gledalci iz te delovne skupine. Vsak izmed njih seveda pokriva svoje področje. Kaja Flis je članica Šaleškega ekogibanja, dr. Jurij Šorli, direktor bolnišnice Topolšica in Franc Špegel, predsednik regijske turistične zveze Saška. Sem članica Šaleškega ekogibanja, kjer smo združeni somišljeniki Šaleške doline. In sicer se borimo za zgolj en cilj, in sicer to, da preprečimo sosežig odpadkov v termoelektrarni Šoštanj. Veseli nas, da nas je Mestna občina Velenje povabila k sodelovanju v skupino z različnimi strokovnjaki, kjer smo lahko predstavili številne razloge, zakaj se je treba na meri termoelektrarne Šoštanj o sosežigu odločno upreti. Menimo in vemo, da je sosežig za našo dolino in prebivalce negativen, da ne prinaša ničesar pozitivnega, le dodatno onesnaženje vseh segmentov okolja, kar bo pač močno poslabšalo naše bivalno okolje in dokazano negativno vplivalo na naše zdravje. Menimo, da je bilo dovolj negativnih posegov in da je čas, da se v dolini prične drugačna, zdravju neškodljiva zgodba. Naše želje in naš boj je strokovno utemeljen, ne govorimo kar tja v en dan in res si želimo, da bi bil naš glas uslišan. Ja, zdaj v projektu vemo zelo malo. Vemo malo o tem, kaj se bo kurilo, kako se bo kurilo in kakšni so izhodni podatki. Tisto, kar je podatkov, kar se tiče varovanja zdravja, so podatki zgolj na lokaciji kurjenja podatkov. Kaj se bo dogajalo z okolico, ne vemo ničesar. Zato je moje mnenje, da bi bilo pomembno vedeti sproti, kaj se bo kurilo in kaj bo potem tudi sproti iz dimnikov šlo. Ni to pomembna na enih koncih sama kumulativna doza, ampak je pomembna tudi enkratna doza, ki je lahko včasih visoka in je ta tista, ki ogroža lahko tako zdravje ljudi, kot tudi ostalih stvari v okolici. In dokler tega ne vemo, je zelo težko komentirati, kaj in kako je. Z obstoječimi podatki, kaj bo vedeti natančno, kako se bo dogajalo in kaj se bo dogajalo, ne moče sklepati. Seveda iz podatkov iz tujine je zelo pomembno, kaj gre v peč, ni vseeno, kakšni so odpadki oziroma kakšna so razmerja med odpadki in ostalimi stvarmi, ki se kurijo, in je od tega tudi zelo odvisen, kakšni so lahko vplivi na zdravje ljudi. V prvi vrsti gre lahko na vpliv na samo draženje dihal, posledično povečanje števila respiratornih, zlasti kroničnih obolenj, poleg tega pa tudi do vdihavanja snovi, ki lahko povzročajo kronične spremembe drugje, med drugim na mehurju in črevesju. Jaz sem tudi član te skupine, ki pač se ubadamo s tem, kakšen bo vpliv na okolje, na zdravje, ampak na ta dva vprašanja ne morem jaz odgovoriti. Jaz odgovorim samo na vprašanje, kakšen bo vpliv na turizem. Vemo, da vsak tak projekt, ko je, vpliva negativno na turizem. Velenje je že pred leti, mnogimi leti, plačalo velik davek, kar se tiče okolja. Vemo, da so 3 vasi se potopile, ampak tisto je tudi bilo nekaj pozitivnega. Velenje se je začelo graditi, Velenje je dobilo s tem veliko delovnih mest. Veliko je bilo tudi pozitivnega, ne samo negativnega. Kaj pa bo za sosežig nam prinesel? Pa jaz mislim, da delovnih mest ne, kajti tu ni veliko delovnih mest. Drugo, kar je, vemo, da sosežig je lahko še samo 10, 20, morda 30 let, dokler bo premogovnik še obratoval in bo TEŠ 6 obratoval.
Ko to ne bo več obratovalo, ne vemo, kaj bo potem, kje bo sosežig. Sosežiga sigurno ne bo. Vemo pa, kakšen je vpliv ljudi, turistov, če temu tako rečem, obiskovalcev našega lepega mesta. Če vzamemo primer Anhovo. Anhovo leta in leta se bo poznalo ta katastrofa, ki se je dogajala v lanskem in pa letošnjem letu njim, in tam turistov še leta in leta ne bo. Jaz se bojim samo to, če bo prišlo do sosežiga, kako bomo lahko tistim, ki bi želeli priti v Velenje, dokazali, da je Velenje čisto mesto, da je neškodljivo za zdravje, za okolje. Če bomo znali to povedati, potem bo to dobro. Če pa ne bomo znali, oziroma ljudje tega ne bodo razumeli, pa vemo, da se v Velenju ne bomo mogli iti turizma, kar je pač naš načrt. Vemo, da naša prihodnost v Velenju, ko bo ugasnil premogovnik in pa TEŠ 6, je sigurno turizem, ena od gospodarskih panog. Vemo, da se je turizem pričel pred parimi leti, morda več kot 10 let je že od tega. In razvoj turizma je v Velenju zelo napredoval, je velik. To si želimo tudi v prihodnje. Bojim pa se, da z tem sosežigam se ne bo nič dobrega zgodilo, kar se tiče turizma v Velenju. Ja, različne stroke, drage gledalke, cenjeni gledalci, pa seveda tudi različni pomisleki. Spoštovana gostja, vaš komentar. Ja, zagotovo, če grem od zadaj naprej. Strinjam se z gospodom Špeglom. Že ko sem bila sama na delu v Ljubljani, so me spraševali, kakšna je voda v Velenskem jezeru, ali je neoporečna, ali se kopam na najlepši velenski plaži. In vsak kanček dvoma v ustreznost te vode bi lahko sprožil neslutene posledice. Tudi občina Šoštanj je sedaj začela vlagati v ureditev območja okoli jezer in obe občine stavita na razvoj jezerskega turizma, pa tudi na razvoj turizma kot takega nasploh. Sploh sedaj, ko se že pripravlja tudi strategija izhoda iz premoga, ko računamo na sredstva za prestrukturiranje rudarskih regij, je turizem in s tem povezano posredno nova delovna mesta eno izmed prioritet razvoja. In ne predstavljam si, če bi kanček dvoma med ljudmi se razširil, da je voda v Velenskem jezeru drugačna kot sedaj, ne boljša, ampak slabša, kar z izloževanjem, če se bo delalo tako, kot je v tem projektu predvideno, brez kakršnekoli sprememb, pa že sedaj so nekateri izzivi, kaj bi to pomenili potem za Velensko plažo. Mislim, da enostavno lahko zapremo in tudi bojim se, kakšna bi bila usoda prireditvenega prostora, pa tudi širše. Tako da morajo odločevalci tudi ta vidik imeti v mislih in predvsem zahtevati res ustrezna pojasnila. Ko gledamo na področje razvoja turizma, sama vidim razvoj turizma tako, da so v ta turizem vključeni tudi drugi dejavniki, predvsem tudi lokalni proizvajalci hrane, ne vem, medu, raznih krem in ne vem česa vsega še, kar bo zopet zaradi dimnih plinov in zaradi odlaganja drugačnih sestavin kot sedaj, ki bodo drugačne, tudi v tem poročilu je to navedeno, da bo primerljivo ni enako, ne bo se pa pravzaprav nič spremenilo, zna imeti negativni vpliv na vso to proizvodnjo. Tudi ne vem, če bi lahko kjerkoli govorili potem o ekološki pridelavi hrane. Tako da, tako kot je rekel gospod Špegl, posledice so lahko ogromne, če projekt ne bo dovolj domišljen in če res ne bo tak, da bi povzročil kakršnokoli poslabšanje okolja in s tem zdravja ljudi. Kar se tiče zdravja ljudi, kot je rekel direktor Šorle, ja, prej smo govorili o tem, to področje je pravzaprav popolnoma zanemarjeno. Poročilo izhaja iz predpostavke, da ne bo imelo
bistvenega vpliva na okolje in zdravje ljudi. Tudi z vidika tega, da je presoja vplivov samo znotraj ograje poslovnega prostora TEŠ. Govorimo o dimnih plinih, govorimo o izluških v vodo in tako dalje, tako da enostavno, če že kaj, pa mislim, da bo ljudi zanimalo, kaj to pomeni in kakšen bo vpliv na njihovo zdravje. In pri tem ne mislimo samo tega, kaj vdihavamo, ali pa če se gremo res kopati v Velenjsko ali Šoštanjsko jezero ali Savinjo ali lovimo ribe, uživamo to hrano, ampak pomeni tudi, da preko dimnih plinov se to odlaga na tla, da to srkajo tudi rastline, ki jih mi potem vsi serviramo doma pridelano na krožnik in mislimo, da jemo kakovostno in kvalitetno hrano. Tudi to pravzaprav ni nikjer opredeljeno, ampak to bi res moralo biti in če bomo hoteli videti, kakšen bo vpliv na zdravje, bi morali potem tudi sprotno spremljati, se pravi imeti analize, kakšno je sedaj zdravje prebivalcev in kje se bo spremenilo in kakšno bo potem tudi lahko zdravljene, kakršnikoli drugi preventivni ukrepi na področju zdravstva. Kar se tiče pa Kaja kot predstavnica ekogibanja, tudi sama sem tista, ki mislim, da ta projekt za Šaleško dolino ne bo prinesel nič dobrega. Mogoče bo nekoliko ceneje lahko zaradi manj plačila CO2 kuponov, pa čeprav ta sredstva ostanejo v Sloveniji, ne grejo nekam v Evropi, pa bi lahko potem se vrnila nazaj v dolino, da bo zaradi tega nekoliko cenejše daljinsko ogrevanje, ampak tudi dvomim iz preteklih izkušenj, žal, pogovarjanja z termoelektrarno Šoštanj in premogovnikom, se pravi, da bo nek kratkoročen doprinos za lastnika, za holding slovenskih elektrarn, dobiček bo ostal v Ljubljani, že sedaj vidimo vse tisto, kar so nam v preteklosti obljubljali z blokom 6, razen čistejšega zraka, ukinjala so se delovna mesta, govorimo o zaprtju premogovnika in ko smo se pogovarjali zdaj tudi z pripravljalci te strategije o prenehanju uporabe premoga, na koncu se predvideva, da bo termoelektrarna Šoštanj delovala tukaj z 25 zaposlenimi, na kaj se bo delala električna energija, se pravi, kaj bo gorivo ali bo to plin. Premog zagotovo ne, mislim, da ne domač, niti ne bi smeli dovoliti uvoza in tudi mislim, da Evropska komisija tega ne bo dopustila, ali bo potem to sežiganje odpadkov v nenamensko zgrajenem objektu, napravi, ki pa lahko povzroči veliko nesreče ali kaj drugega. Ampak zagotovo bo ta projekt imel velike posledice na zdravje ljudi, zato tukaj ekogibanje razumem in lahko rečem, da tudi soglašam z njimi. No, v tem prispevku, ki smo ga vsi skupaj slišali, je seveda bil izpostavljen tudi na koncu turizem. Povedali ste, da pravzaprav se tudi vi, tako kot turistični delavci, bojite, kaj bo, če seveda zadeve ne bodo optimalno rešene potem v nadaljevanju. Vmes ste pa seveda tudi že omenili kmetijski sektor. Po vašem mnenju, po mnenju delovne skupine, je povsem zanemarjen, kar pa ni dobro. Turizem pa kmetijstvo gresta v prihodnje nekako z roko v roki. Ja, zagotovo. Se pravi, vse, kar bo input iz termoelektrarne Šoštanj preko dimnih plinov, preko izluškov, bo vplivalo na okolje. In vse to bi se dalo izmeriti, če bi imeli mi prave podatke, kaj se bo kurilo. Se pravi, kaj bo to nadomestno trdno gorivo, kaj je pravzaprav ta SRF, iz katerih odpadkov, karkoli, kako se bo delal nadzor, tega v projektu ni opredeljeno. In zaradi tega tudi težko govorimo in tudi na to so upozorili strokovnjaki, kakšen bo potem vpliv na zdravje ljudi. Se pravi, tako na kvaliteto zraka, posredno potem tal, kar se prenaša v vrtnine, v hrano, ki jo uživamo, mi živali in potem končno tudi na zdravje ljudi. In zagotovo govorimo tudi o težkih kovinah, ki se tudi nalagajo in zaradi tega imajo potem še bolj dolgoročne posledice. In vse to težko preučimo, ker teh parametrov v tem poročilu o vplivih na okolje pravzaprav ni zajeto. No, Andreja, omenili ste že, v postopku je torej priprava nacionalne strategije za opuščanje rabe premoga, pa tudi za prestrukturiranje regije v skladu z načeli pravičnega prehoda, za katero je treba izvesti, kot dodajate, kot pravzaprav ves čas razlagate, pa pravite, eno tako res celovito presojo vplivov okolja. In edino v tem primeru bi potem verjetno takšni projekti lahko mogoče kdaj šli skozi.
Ko se je gradil blok 6, so na občini Šoštanj sprejeli prostorski akt, naredili tudi celovito presojo vplivov na okolje. Sedaj termoelektrarna izhaja iz tega, da ni potrebna niti sprememba prostorskega akta, češ, da je to noter že zajeto zaradi tega, ker naj bi bilo to neka čista energija, obnovljivi vir energije, čeprav mi mislimo, da kurjenje odpadkov ne spada tukaj noter, ampak pričakujemo odgovor strani Teša. In posledično, da ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja in potem tudi ne uporabnega dovoljenja. In v sklopu tega tudi ne celovite presoje vplivov na okolje. Če bi se delala celovita presoja vplivov na okolje, bi se po našem predlagali in zahtevali, da se razširi to vplivno območje, da ne govorimo samo znotraj ograje termoelektrarne Šoštanj. Ampak v neposredni bližini imamo zavarovano staro trško jedro, imamo preko 100 ogroženih vrst živi biti, tudi Natura 2000 je huda luknja oddaljena 4,5 km. Se pravi, da bi potem odločevalci, v tem primeru pa imam Arso, zahtevali bistveno drugačnejše študije, bolj poglobljene, bolj razdelane. In z vidika tega bi apelirala na termoelektrarno Šoštanj, na pripravljalce tega projekta, da le ne iščejo nekih bližnjic, ker te bližnjice potem vplivajo tudi ali pa nam vlivajo dodatno nezaupanje, ali je ta projekt res takšen, kot bi moral biti. Naj gredo, in takšen je tudi predlog skupine, v spremembo prostorskega akta, v celovito presojo vplivov na okolje, naj dovolijo, da kot stranke v postopku se vključijo tako občina Šoštanj, mestna občina Velenje, tudi posamezni zainteresirani prebivalci, prebivalke, nevladne organizacije, in da se ta postopek potem res na transparenten način predstavi. Naj ne bo to tako, kot je bilo v Anhovem, pa smo videli sedaj, da so zaustavili projekt in da bodo šli v celovito presojo vplivov na okolje. Upam, da bodo tudi pri nas termoelektrarna, da bodo te naše pobude naletele na odprta ušesa in da bodo to potem tudi spremenili. Kajti, kakšen je postopek, je odvisno tudi potem, kakšne materijale je potrebno pripraviti. In mi mislimo, da si ti materijali, teh 130 strani, 330 strani ali nekaj takšnega, bistveno še vsejem premalo obdelani vplivi, pa tudi vhodni parametri. No, če se zdaj za trenutek ostaviva pri nepredvidljivih dogodkih, omenili ste jih prej mimogrede, kot so recimo okvare, nesreča in podobno, pravite, da to vrstni scenariji, zdaj ko ste to poročilo prebrali, niso dovolj dobro dodelani. Zakaj ne? Mogoče grem še en korak nazaj. Se pravi, kaj je SRF? SRF bo nekdo pripeljal v termoelektrarno Šoštanj. To so razni proizvajalci, dobavitelji, s katerim bo imela termoelektrarna Šoštanj pogodbo in oni bodo morali jamčiti za kvaliteto tega SRF-ja. Se pravi, projekt pa že sam predvideva, da bo lahko ta SRF, se pravi ti odpadki, imeli različno kvaliteto. Slabo, srednje in dobro, ali dobro, srednje, nezadovoljivo, ampak 3 različne kvalitete. Se pravi, da že oni sami predvidevajo, da mogoče ne bo vse tako, kot bi moralo biti. In tudi, ko ste tukaj gostili gospoda Jurača kot predstavnika ali pa pooblaščenca Teša, je povedal, da vkolikor ne bodo zadovoljivi parametri, bodo zaračunali pogodbeno kazen. To ja, ampak ta snov bo šla v sežig. In ne smemo pozabiti, ne govorimo o majhnih količinah, govorimo o količinah preko 20 ton na uro, preko 600 ton na dan oziroma 160 tisoč ton na leto. In tako kot je povedal tudi predstavnik zdravstvene stroke, pomembno je, kakšna bo tista trenutna največja obremenitev. In predvidevano je, da ko pride tovor v Teš, sta narejene 2 transportne poti. Že tukaj je vprašanje, če sta več dobaviteljev, če bo več dobaviteljev, samo 2 transportne poti in tam bo eden človek zaposlen, ki bo vizualno pregledal to snov in če bo ocenil, da ni zadovoljive kvalitete, bo poskušal nekako na roke pobrati kovinske delce, pa govorimo o 26 tonah na dan. Ta človek bo Superman, ampak predvidena je zaposlitev samo enega novega človeka, eno delovno mesto stalno. In vkolikor ne bo mogel izločiti vseh tistih snovi, ki jih tam ne bi smelo biti, bo ta tovor zavrnil.
In vseh teh, tisto, ko pa oceni vizualno, da bo v redu, bo šel pa po drugi transportni poti, V2 za logovnika, piše sicer, da bo dobava just in time, se pravi, da bo šlo kar neposredno v kurjenje. Zelo, zelo pomanjkljivo je to narejeno in našemu gradivu smo to tudi s tem, da smo citirali njihov projekt, poskušali prikazati javnosti. In iz vsakega tovornjaka, ki bo prišel od posameznega proizvajalca, se bo vzel vzorec. In ta vzorec, ko se bo nabavila določena število ton, se bo potem sestavil v kompozitni vzorec in ta kompozitni vzorec bo potem šel na laboratorijski pregled. Se pravi, da lahko pride tudi eden tovornjak, kjer bo imel popolnoma nesprejemljivo vsebnost, ampak ko bo ta delček iz tega tovornjaka nekje v nekem kompozitnem vzorcu, vprašanje, če se bo sploh pokazalo, če bodo vsi ostali predvidene kakovosti. Ampak še bolj, kar nas skrbi, je to, da je odgovornost za pravilno sestavo SRF-ja na dobaviteljih in tež bo zato uveljavljal pogodbeno kazen. Kaj pa okolje, kaj pa zdravje ljudi, kaj pa stalen nadzor, kaj pa je monitoring, pa verjetno do tega še prideva. Točno tako, sicer pa treba je tudi vedeti, glede na to, kar ste zdaj povedali, je ena naslednja trditev, ki jo boste zdaj podkrepili vaše skupine tudi, da lahko ta sosežig odpadkov, glede na dejstva, ki ste jih ravnokar navedli, kontradiktorno seveda vpliva na določene razvojne usmeritve okolja. Tudi to. Zagotovo, v kolikor se bo ugotovilo, potem čez leto, 2, 3, pa vemo, da je to, da zgradiš neko infrastrukturo, da si dobiš ti nek imidž turistično naravnanega mesta z veduto, ki jo imamo, z termoelektrarno Šoštanj in vsem ostalim, tek na dolge proge. In vekolikor se bo kadarkoli pokazal dvom, da v naši dolini nimamo tako čistega zraka, kot govorimo, da imamo zaradi kurjenja smeti problem z zrakom in potem tudi posledično z odlaganjem preostankom kurjenja med jezera z vodami, menim, da bo zelo, zelo negativno vplivalo na nadaljnji razvoj turizma. In tudi v zvezi s tem na nova delovna mesta. Mi lahko govorimo o zapiranju premogovnika, so zdaj različni scenariji, bomo videli, zakaj se bodo odločevalci na koncu odločili, kjer odločitev bodo sprejeli, ampak v vsakem primeru SRF je mišljen sedaj kot del kurjenja poleg premoga, se pravi imamo SRF in premog, kaj bo v prihodnosti, pa je velika neznanka tako v nacionalnih strateških dokumentih, kot tudi v tem projektu tukaj in vpliv na razvojne prioritete občine, kjer si želijo obdržati mlade ljudi, kjer gradimo na kakovostnem bivalnem okolju, kjer se sedaj hvalimo, pa sedaj je to res, da imamo enega najbolj čistega zraka, če se primerjamo z drugimi večjimi mesti, zna pasti pod vprašaj. No, slabe prakse v Sloveniji tudi burijo duhove. Gospod Špegel, vaš član skupine, je to že izpostavil in tudi tega področja ste se nekako bolj konkretno lotili. Zagotovo. Mi smo želeli in želimo, da nam pripravljalci projekta predstavijo primerjave v Sloveniji, ki so to že izvajali. Zdaj imamo dve, žal res samo slabo praksi. Eno je Anhovo, v katerem mislim, da so ljudje seznanjeni, saj je bilo v zadnje čase veliko govora o tem. Drugo, če gremo še malenkost kako leto ali par let nazaj v Trbovljah Lafarge, tam so v bistvu prenehali s tem in ni bilo nič pozitivnega za okolje. Drugo je recimo pravzaprav edina sežigalnica, ki deluje v Sloveniji, to v Celju, kjer je projekt sprejemljiv, ampak ne smemo si zatiskati oči. Vsako kurjenje ima negativno vpliv na okolje, ker izloča neke snovi in to potem gre v zrak, v tla, prehaja v živa bitja, med njimi smo tudi mi. Tako da si želimo, da nam predstavijo tudi tiste druge dobre prakse, ki pravijo, da so, ne vem, v Avstriji, kje druge, pa pri tem imamo bolj v mislih razvite države, ki postavljajo prioritete čistega bivalnega okolja na vrhu svojega razvoja, da pogledamo, kakšna je potem ta projekt, ki nam ga predstavljajo v primerjavi z njihovim projektom in da vidimo, kje so tukaj sporednice. Treba se je zavedati, da bo imel
TEŠ ali pa HSE bistveno boljše strokovnjake, kot smo mi, ki smo pravzaprav laiki in to preučujemo tako poleg ostalih nalog, ki jih upravljamo. Ampak vseeno mislimo, da smo dovolj podkrepljeni z kompetencami, znanjem, da bomo lahko tudi na nek način ne tisti, ki bomo rekli da ali ne, to bodo drugi odločevalci, pa predvsem tisti, ki bomo znali še naprej odpirati vprašanja in zahtevati dodatne argumente in poročila. In tudi prav to, kako se je Slovenija obnašala v preteklosti do onesnaženih območij, je eno izmed tisto vodilo ali pa parameter, kjer nam dodatno vliva zopet nezaupanje. Tukaj v primeru Anhovega smo videli, da so odpovedale vse državne institucije, da do tega na takšen način ne bi smelo priti. Smo žal priča tudi marsikaterem drugem projektu v Sloveniji, kjer je tudi država zelo, zelo mačehovsko nastopila do posameznih sredin ali lokalnih skupnosti. Po mislih sama se spomnim Idrije, kjer je grozilo, da bo na področju opuščenega rudnika, ko se je nabirala voda, zalilo del mesta, naselja, pa sem bila že v drugi vladi, kjer smo se še kar pogovarjali, kdo bo sploh prevzel pristojnost, da se bo nekaj naredilo na tem področju. Tako da tudi država je tukaj zelo, zelo mačehovska in vedno je odvisno od prioritet in tudi sredstev, ki so potem na razpolago za sanacijo. In zaradi tega smo bolj naklonjeni preventivi. Preventiva pa je, če v bistvu v projekte, ki škodujejo okolje, ne gremo. No, izhajajoč iz tega, spoštovana gostja, seveda želite v skupini izvedeti še kaj več o tem, kdo in pod katerimi standardi v Sloveniji izdeluje to gorivo SRF in nenazadnje, ali bo zagotovo 100% slovenskega izvora? Zagotovo. Kot sem prej rekla, da je Šaleška dolina za svoje smeti poskrbela v regijskem centru za odpadke, da tam deluje tudi sežigalnica. Nekako dvomimo, da imajo zadostno količino teh odpadkov, primernih za izdelavo SRF-ja, da bi potem jih kurili v TEŠ-u, če govorimo o količini 160 tisoč ton letno. Pa glede na to, da sem na tisti okrogli mizi, ki je ekološko gibanje predstavilo, videla, kako izgleda ta SRF, si niti ne znam predstavljati, kakšne količine tega pravzaprav so. Nam zaenkrat ni znano, in tudi v poročilu ne piše, kdo so ti proizvajalci SRF-ja, kdo bili morebitni dobavitelji. Piše pa, da je kvaliteta SRF-ja in potem tudi posledice so odvisne od tega, kakšna bo kvaliteta vhodnih surovin. Se pravi, imamo neke smernice, standarde, mislim, da je zdaj država tudi sprejela neko uredbo, ne vemo še kakšna je ta v primerjavi z drugimi, če se primerjamo z drugimi članicami Evropske unije, ampak zagotovo je nekako nesprejemljivo za nas, da je odgovornost potem samo na dobavitelju oziroma proizvajalcu. Pa če gledamo še projekt kot tak, izhaja iz tega, da pomeni izboljšanje okolja, vkolikor peljemo sosežig odpadkov v termoelektrarno Šoštanj, ker bo potem posledično manj CO2-ja, pa niso pa povedali, da bodo pa druge sestavine potem v dimnih plinih in v izluških. Ali bodo res manjši vplivi na okolje, se nam poraja vprašanje prav zaradi tega, ker ne vemo, kako poteka proizvodnja tega SRF-ja, kje to poteka in odkot se bo potem vozilo po cestah v termoelektrarno Šoštanj. Že če bi načrtovali, bi bilo verjetno bolj smiselno, da za to uporabimo železnico, da dodatno še ne izpostavljamo cestnega prometa, pa čeprav projekt govori samo o 21 tovornjakih na dan, ampak niti ne vemo odkot in to pomeni, da se pripeljejo lahko, ne vem, upam, da samo iz Slovenije v eno smer in potem tudi nazaj, pa promet je en izmed največjih onesnaževalcev, tudi kar se tiče CO2-ja. Mi smo nekako mnenja, da če pogledamo neko celovito, kaj je doprinos za okolje, da res je, termoelektrarna bo na področju CO2-ja manj onesnaževala, ampak bo onesnaževalci drugi. Se pravi, ali bo to proizvajalec ali dobavitelj, ali kdo bo vršil transport in kakšne so te tehnologije in odkje to bo in ali bo res samo iz Slovenije. V primeru Anhovega vemo, da vozijo smeti tudi iz Italije. Teh podatkov v njihovem poročilu ni navedeno in tudi tu pričakujemo odgovore.
No, naslednja stvar, v TEŠ pravijo in menijo, da je gorivo SRF primerljivo s premogom. Vi dodajate, že prej ste takole mimogrede izpostavili, primerljivo ni enako. Pa seveda nadaljujete, da je nesprejemljivo, da se bo lahko recimo ta produkt sosežiga uporabljal tudi kot stabilizac za vzdrževanje nasipa oziroma obali jezer. Tudi to je treba po vašem bolje raziskati in preučiti. Zagotovo na večjih mestih govorijo o primerljivih posledicah, o primerljivih parametrih, o primerljivem vsebnosti. Primerljivo ni enako. In iz monitoringa izhaja, da sedaj se dela monitoring samo za CO2, SO2, NOx, prašne delce, tukaj pa pričakujemo marsikaj drugega. Kvaliteto jezerske vode, mislim, da vzorči samo Mestna občina Velenje zaradi velenjske plaže, tako da vprašanje, koliko je sploh raziskano, kakšna je kvaliteta vode na različnih mestih sedaj, tako v Velenju in v Šoštanju, in kakšna bi bila potem. Ampak vse bo odvisno od tega, kakšen bo SRF, kakšen bo nadzor. V primeru, ko smo prej govorili o nepredvidljivih posledicah, recimo lahko pride do tehnološke okvare, lahko je človeški faktor, lahko se zgodi marsikaj. Ampak kaj to pomeni? V kolikšnem času potem se lahko ugotovi, da je prišlo do okvare, do nesreče in kdaj se preneha potem z tem dobavljanjem SRF-ja v sistem in posledično tudi z kurjenjem. In seveda, kakšne bodo vsebnosti vsega skupaj, to so tiste vprašanja, na katere bomo morali najprej dobiti odgovore, če bomo sploh lahko presodili tudi potem, kakšen bo vpliv na okolje in na ljudi. No, če so ravno pri tem, ugotovili ste tudi v vaši delovni skupini, da se skozi poročilo tudi pojavljajo različne navedbe števila obratovalnih ur. Ja, to je zdaj vprašanje, ker je lahko tudi človeški faktor, ampak v nekem poročilu vplivih na okolje. Mi smo govorili o sosežigu tako v bloku 5 in v bloku 6. Potem upamo, da je za stalno sprejeto odločitev, da kurjenja odpadkov v bloku 5 ne bo, da lahko govorimo o morebitnem kurjenju odpadkov samo v bloku 6, govorimo pa še vedno o količini odpadkov 160 ton letno, se pravi preko 600 ton dnevno oziroma tam 20 do 25 ton na uro. Podatki so različni, nekje govorijo nekaj čez 600 ton, nekje govorijo okoli 500 ton. Tudi takšne napake se ne bi smele dogajati, če se gremo res v nekem resnem projektu. In vse te malenkosti, pa niso malenkosti, ne obravnavanje vplivov na okolje in na zdravje ljudi, v tem, da ne vemo nič v vsebnosti v SRF-ju, kdo ga bo dobavljal, na kakšen način bo nadzor, kakšen bo monitoring, da govorimo o primerljivih vsebnostih, da pa vidimo, da bo nadzor zelo, ne vem, enkrat letno. Vse te stvari vzbujajo dodatno nezaupanje med nami kot člani delovne skupine in verjamem, da ko se bodo začeli prebivalci in prebivalke Šaleške doline pa tudi širše spraševati o tem, da bo to nezaupanje tudi pri njih. Prav zaradi tega poziv pripravljalcem tega projekta, da grejo v take postopke, kot so predvideni, če bi postavljali popolnoma novo napravo, namenjeno prav za ta namen in lahko odgovorijo potem na vsa vprašanja. No, v tem dopisu Termoelektrarni Šoštanj ste podali kar nekaj vprašanj odgovornim iz TEŠ-a. No, naslednje vaše je, ali bo recimo uvedba tega sosežiga vplivala tudi na dobo obratovanja premogovnika Velenje in Termoelektrarno Šoštanj in kako bo nenazadnje z delovnimi mesti? Ja, pravzaprav odgovor na to že vemo. Zaradi tega premogovnik Velenje ne bo obratoval nič dlje, ker so nekje druge odločitve, ki so vezane na obratovanje premogovnika. Govorimo o pritiskih Evropske unije, da se ukine proizvodnja električne energije iz fosilnih goriv in posledično to pomeni zaprtje premogovnika. V tej nacionalni strategiji, o kateri smo prej govorili, pa ni opredeljeno, kaj bo za nadaljnjo usodo Termoelektrarne Šoštanj. Se pravi, da zagotovo v tej fazi to pomeni za nas nepredvidljiv vpliv na okolje in na zdravje ljudi, manj sredstev namenjenih premogovniku zaradi tega, ker bo manj premoga,
Mogoče lahko rečemo, da prišparamo fosilno gorivo, ampak mislim, da odpadki pomenijo večje onesnaževanje za okolje, kot pa izraba premoga, in s tem mislim, da ne delamo dobro niti ne materi naravi. Tako da razen tega enega stalnega delovnega mesta, ki je predvidena v tem trenutku, nam ni znano, kakšen bi lahko bil vpliv, kot pa so tisti, ki se spoznajo na energetiko, povedali, da verjetno čez določeno obdobje, v katerem pa vseeno govorimo o par 10 letih, upam, oziroma toliko mislim, da potrebujemo tudi za prestrukturiranje šaleške regije, nek pravičen prehod, ki ga ima Evropa tudi v mislih, da sosežig nam ne bo prinesel nič dobrega, mogoče celo bo zmanjšal možnosti za uresničitev razvojnih prioritet vseh občin. V vaši skupini, delovni skupini, gospa Andreja, seveda stavite na transparentnost tega postopka, zato že zdaj Termoelektrarno Šoštanj seveda pozivate, da vso dokumentacijo, ki pa je veliko dovoljenja, ostali papiri nekako objavijo javno, da si lahko potem ljudje nekako nalijajo čistega vina. Termoelektrarna ima neko spletno stran, kjer bi lahko in kjer objavlja določene projekte, ampak že za vse, kar je tukaj navedeno noter, nimamo dokumentacije, v katero bi lahko pogledali. Jaz pa verjamem, da nam bojo pravzaprav jo tudi dali, ampak določene dokumentacije, določenih študij, predvsem na področju vpliva na okolje in zdravje ljudi, ni narejenih in to bi bilo potrebno še narediti. Zdaj, naša skupina je ustanovljena zato, da bi bila nekako vrednostno nevtralna do tega projekta, ampak naj bi odpirala vprašanja, ampak ker smo gledali ta projekt, kako je pripravljen, po našem mnenju ne dovolj dobro, ne dovolj prepričljivo, predvsem pa ne dovolj merljivo, da bi se lahko prepričali, ali je končni input res to, kar oni pravijo, nebistven vpliv na okolje in zdravje ljudi. Zaradi tega potem tudi naši dodatni pomisleki in nezaupanje in čim več podatkov bi lahko pridobili, verjamem, da jih bomo na tem srečanju, ampak pričakujemo tudi neke pisne dokumente, ki bi jih potem lahko dali tudi preveriti. Saj ne nazadnje je Ministrstvo za okolje naročilo neko študijo, ki je delal Pravno-informacijski center, kjer so prav izpostavili verodostojnost vseh teh poročil in raziskav, ki jih naroči naročnik projekta, ker ne bi rekla, da bi se tisti strokovnjaki, ki so sodelovali v tem, podpisali pod nekaj, kar ne drži. Lahko pa se zapiše nekaj na takšen način, da je bolj alarmantno in da že na prvo žogo ali na prvi skok vidiš, da nekaj tukaj ni tako dobro, kot bi moralo biti, ali pa se enostavno zgubiš v zapisanem in tudi to nas pravzaprav moti, ampak to je tudi problem Slovenije, ki ga bo potrebno rešiti. No, skrb seveda za okolje, skrb za zdravje ljudi, pa ne nazadnje skrb za vse splošno dobro počutje v tej dolini je povsem razumljiva, glede na to, kaj se je v tej dolini v preteklosti že dogajalo. Ampak temeljno, kolikor razumem, vprašanje vaše skupine je tudi, zakaj pravzaprav sosežig ravno tukaj? Zagotovo. Govorijo, da je blok 6 primeren za sosežig. Potreben bo poseg, govorimo, da je to velika kurilna naprava, ki lahko povzroči tudi večje nesreče, velike posledice na okolje. Ampak ko smo govorili o bloku 6 kot takem, nikoli v preteklosti, saj sama ne vem, javnosti ni bilo predstavljeno, da bi bil tukaj kakršenkoli možnost sosežiga odpadkov, smeti. Tako da zagotovo se nam tukaj postavljajo vprašanja, predvsem glede transparentnosti postopkov in prav zaradi tega bi želeli, da res upam, da nas bodo poslušali in da se gre v presojo vplivov na okolje, v spremembo prostorskih aktov, da se dovoli, da občine, tako Mestna občina Velenje kot občina Šoštanj stopita kot stranka v postopek in mora biti vsi zainteresirani udeleženci, prebivalke in prebivalci, da vstopijo kot stranka v postopke in da lahko se odprto pogovarjamo, transparentno, in da potem ni takšnega nezaupanja. Kolikor v 300 straneh izhajamo iz tega, da ni
pravzaprav nobenega vpliva na okolje, pa ga ni zaradi tega, ker govorimo o vplivnem območju samo znotraj poslovnega prostora TEŠ, potem je to že ena taka velika neznanka in težko zaupamo potem pripravljalcem in tudi potem težko verjamemo v verodostojnost podatkov, ki pa so zelo, zelo skopi. No, še nekaj je ključnega pomena in sicer dejstvo, kdo bo lahko na koncu sprejel tisto odločitev, ali je projekt sprejemljiv ali ne in ali bo, tudi to se sprašujete v skupini, volja ljudi upoštevana in ne nazadnje na koncu spoštovana. Ko smo se pogovarjali člani med seboj, kaj je točno naša vloga, sem sama izhajala iz tistega predustanovitvenega sestanka, da mi ne bomo smeli služiti kot izgovor za to, da bodo odločevalci rekli projekt da ali ne. Ampak mi smo tisti, ki na različna vedenja in znanja izpostavljamo pomisleke in za katere želimo, da dobimo odgovore, pa jih bojo morale ne nazadnje terjati tudi obe lokalni skupnosti oziroma upam, da tudi širše, same računam tudi na sosednjo državo Avstrijo. Tako da zagotovo, kdo bo odločevalec, ali bo ta projekt sprejemljiv za Šaleško dolino, za prebivalke in prebivalce, upam, da ne bo samo lastnik, pa v tem mislim državo, ampak v imenu države, ali bo zdaj to HSE, ali bo to politika, veliko zadev je prepletenih. Govorimo tudi o nacionalni strategiji na področju energetike, govorimo o izhodu iz premogovniške, iz uporabe premoga, tako da tudi, ne vem, o zagotovitvi termoelektrarna Šoštanj le zagotavlja več kot 1/3 potrebne električne energije in tudi zaradi tega, kakšen davek smo v preteklosti plačali, mislim, da ni potrebno, da naša dolina, ki je v preteklosti bila obremenjena, sedaj zopet plača nek davek za razvoj Slovenije, predvsem pa zato, da Slovenija reši en velik problem in to je ravnanje z odpadki. Potrebno je poudariti in tukaj bolj podpiram to, da bi se šlo v sežigalnice, ki bi bile namensko grajene za sežig odpadkov in da se v neposredni bližini, se pravi, da ista institucija nosi potem tudi odgovornost za pridelavo SRF-ja oziroma tega, kar se bo kurilo. Tukaj je preveč deljene odgovornosti in mogoče na takšen način, kot so predstavljeni podatki, potem tudi lahko sprejeti odločitev. Ja, to pomeni nekaj dobrega za okolje, to pomeni manj CO2-ja, to pomeni, ne vem, nadaljno obratovanje termoelektrarne Šoštanj, ampak na koncu bomo v prihodnosti enkrat videli, kakšen davek bomo za to plačali. In upam, da bodo občanke in občani tako mestne občine Velenje kot prebivalci Šaleške doline, pa tudi širše, dovolj ozaveščeni, da jih bomo z takšnimi pogovori v bistvu spodbudili k razmišljanju, da bodo vzeli tudi to obširno gradivo v roke in malce pogledali, predvsem pa se začeli pogovarjati, kaj to pomeni za našo nadaljnjo usodo. Mi smo obremenjeno okolje, v preteklosti smo plačali velik davek in mislim, da ne potrebujemo projektov, ki bi ne izboljšali našega okolja, ampak ki bi pomenili nek status quo ali pa še poslabšali okolje, zdravje ljudi, predvsem pa naše razvojne priložnosti za prihodnost, kjer bomo morali imeti vse predpostavke tudi zdravega, bivalnega, kakovostnega okolja, če bomo hoteli iti si razvoj na različnih področjih, kjer vemo, da bo potrebno nadomestiti vsa delovna mesta, ki so trenutno v premogovniku Velenje, v Tešu in z njimi povezano drugimi gospodarskimi družbami, ki so tako ali drugače vezane na predelavo električne energije v Šaleški dolini. Vaša delovna skupina se je torej vseh 21 članov čisto konkretno lotila te materije, ki je obsežna, strokovno zelo zahtevna. Tudi sam sem iz vaših vsebin črpal vprašanja za današnjo oddajo. Zdaj dejansko trenutno stanje ste nam predstavili. Kakšni pa so, Andreja, vaši oziroma pogledi skupine za vnaprej? Kaj pričakujete zdaj? Ja, mislim, da smo res tehtno in strokovno obdelali pripravljeno poročilo, da smo zastavili vrsto vprašanj, da smo izpostavili tudi to, da določeni materiali še manjkajo, kaj je potrebno še posebej preučiti, da smo predlagali drugačen postopek, bolj transparenten, bolj vključujoč in da pričakujemo, da bo to tudi nekako nam
odgovorjeno na takšen način, da bodo upoštevali naša priporočila in šli v te spremenjene postopke. To bomo videli, kaj bo. Zagotovo pa eno področje, ki ga mogoče nismo obdelala, je tudi monitoring, kjer smo nekako omenila, da so merilne postaje v dolini in tudi na obronkih okoli Šaleške doline, kjer pa se merijo trenutno samo CO2, SO2, NOx na določenih prašnih delcih, nič pa ni govora tudi o vseh ostalih sestavinah, ki jih SRF ima, premog pa jih nima. Tako da zagotovo je tudi to eno izmed področji, kjer želimo od pripravljalca tega projekta dobiti odgovore. Upam, da jih bomo dobili v relativno kratkem času, zagotovo pa mislim, da bo potrebno še kar nekaj dela. In tisti, ki se bolj spoznajo na te postopke, so povedali tudi, da država velikokrat zahteva dopolnila in verjamem, da bo tudi tukaj tako. Veliko ste povedali, Andreja Katič, hvala lepa za to. Veliko vprašanj je že, oziroma zastavljenih, veliko jih v prihodnje še bo. Naslednji, seveda, ko se boste verjetno s predstavniki TEŠ-a srečali, se spet dobimo, pa zgodbo nadaljujemo. Za danes pa hvala lepa in srečno. Najlepša hvala še enkrat za povabilo in res računam na to, da se še srečamo. Prosim, drage gledalke, cenjeni gledalci, vam pa seveda hvala lepa za pozornost. Delovna skupina, kot ste lahko slišali, svoje delo opravlja. Določeni strokovnjaki, seveda vsak svojega področja, terjajo odgovore in prav je tako. Hvala lepa za vašo pozornost in nasvidenje, do prihodnjič.